Zdaj v studiu pozdravljam Jasno Murgel, poslanko SMC-ja, ki izvira iz narodnostno mešane družine, in jo sprašujem, ali vam je ta okoliščina prinesla več ali manj glasov na volitvah. Pozdravljeni. Ja, jaz mislim, da mi je predvsem vsebina tistega, kar sem prej počela kot sodnica in kot docentka na pravni fakulteti, da mi je to prineslo tisto vsebino, tiste glasove. Moram pa reči, da bi bila vesela, če bi mi pa dejstvo, da sem iz mešanega zakona, prineslo tudi volilne glasove. Bili ste rojeni v Bosni in Hercegovini, vaš oče je po narodnosti Bošnjak, mati Slovenka. Kako sta vas dvojna identiteta in dvojezičnost oblikovali? Predvsem sta me obogatili, ker je za mene je to pridobitev, bogatstvo, da pripadam enemu in drugemu narodu, da sem doma v Bosni in v Sloveniji, in mi je to vedno predstavljalo samo vir nekega zadovoljstva, miselnosti, da imam več in ne manj. Vaš oče je bil odvetnik, tudi sodnik. Vi ste se odločili, da boste šli študirati pravo v Maribor, kjer je živela vaša babica. Ja, od malega, čisto od malega sem vedela, nekako sem bila tako vzgajana, da pa jaz grem študirati v Maribor k babici, in potem, čeprav sem hodila v elektrošolo srednjo, takrat so bili še časi usmerjenega izobraževanja, sem šla v Maribor študirati pravo, in je to ena boljših odločitev, ki sem jih sprejela v življenju, ker sem dejansko potem ugotovila, da je to poklic, ki ga želim opravljati, ki je poklic mojega življenja, in da pa sem v Mariboru to storila, je bilo tudi zelo dobro. Potem sem se odločila, da tukaj ostanem, ker sem se poročila in tako dalje. Med drugim ste tudi magistrirali na področju mednarodnega prava, in sicer zaščito manjšin. Torej, kako je zaščito manjšin v teoriji in kako v praksi? Magistrirala sem mednarodne odnose, v bistvu je bil poudarek na mednarodni zaščiti, avtonomiji manjšin. Zdaj, kar zadeva ureditev v Sloveniji, je ena, ki je boljših na ravni evropskih držav. Vsekakor pa bi bile lahko tudi izboljšave, če gledamo določene skupnosti, ampak imamo zelo dobro ureditev manjšinskega vprašanja. Gospa Murgel, hvala za enkrat. Zdaj pa poglejmo izjavo predstavnika Zveze zvez kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije. Že leto dni si namreč prizadevajo za spremembo ustave, ki bi sedanjim skupnostim prinesla status manjšin. Vse stranke so se, bi rekel, pozitivno odzvali, kar se pobude tiče, s tem, da nekateri so imeli svoje jasno pomisleke. Največ pomislekov je bilo na račun participacije v državnem zboru, vendar mi smo na koncu le jim razložili, da v bistvu to ni osnovno vprašanje, s katerim bi se od vsega začetka ukvarjali. Bili so tudi različni poskusi, da nas odvrnejo od tega zahtevka ali pa pobude, da gre za spremembo ustave, da zadeve razrešimo skozi druge zakone. Vendar smo mi prepričani, da je treba zaradi, bi rekel, moralnega zadoščenja 15% ljudi, ki živi v Sloveniji, tudi zadevo zapisati v ustavi. Potem pa na osnovi tega bo dana neka ustavna podlaga, da se lahko spreminjajo ta zakonodaja, ki sem jo prej omenil, ali pa da se nek krovni zakon o teh manjšinah sprejme. Kako komentirate prizadevanja skupnosti? Jih SMC podpira? SMC jih podpira in tudi osebno jih podpiram, zato ker menim, da priznanje teh narodnih skupnosti bi bilo samo simbolno priznanje kolektivnih pravic teh skupnosti kot kolektivnih entitet, in bi bilo simbolno priznanje, da so sprejete v tej družbi. To so naši slovenski državljani, so lojalni slovenski družbi, plačujejo davke, na koncu konca jih je tudi 15% v Republiki Sloveniji, in vsekakor menim, da bi bilo potrebno njihov status urediti tudi nekako podobno, kot je urejen status romske skupnosti v Republiki Sloveniji, in zahteva
Zveze zvez teh društev ne vključuje samo priznanje, simbolno priznanje narodnih skupnosti in nadalje, da se njihov status uredi z zakonom. Treba pa je ta zakon nekako doreči, izoblikovati, da bomo vedeli, kaj natanko bi bile te pravice, ki jih je potrebno urediti, tudi zato, da bi se izognili očitkom, da te skupnosti v narekovajih želijo preveč. Je nujna sprememba ustave ali je to možno urediti v krovnem zakonu? Možno urediti v krovnem zakonu, ampak glede na status teh narodov, ki so obstajali v tej državi že prej, so konstitutivni del Slovenije, jaz menim, da vsekakor ena simbolna ureditev v ustavi bi bila potrebna. Seveda pa je možno z nekim krovnim zakonom, tako kot imamo tudi zakon o romski skupnosti, urediti posamezne pravice. In to tudi je namen spremembe ustave, da bi potem se uredilo zakonom, da bi se jasno vedelo to, kar se že zdaj, veliko zadev se izvaja, ampak so urejene po nekih področnih zakonih ali pa sploh niso urejene in se gre v neke razpise in različne rešitve. Bilo bi zelo dobro, da bi bilo to urejeno v enem zakonu in potem bi tudi morda odpravili strahove pred tem, da ti ljudje želijo nekaj več, kot bi jim dejansko pripadalo in bi dejansko omogočili eno integracijo te skupnosti, boljšo, kot je do zdaj, da bi se počutili, da so dejansko doma tukaj takšni, kot so, ob ohranjanju svojih značilnosti, ampak ob vključevanju in sprejemanju vsega, kar je seveda v Sloveniji veljavni pravni red in kar so vrednote v Sloveniji. Hvala vam lepa za obisk v studiu in tale pogovor. Hvala vam.